Vsi imamo radi papirno knjigo, nekaj se pa je spremenilo. Komunikacija se je iz pisave spremenila v digitalno. Zelo preprosta definicija je, da knjižnice so spomin človeštva. Bibliotekarji so krasni ljudje, imamo vrhunske vizionarje, ne govorim o stroki, ki jo dela, govorim o tem, kaj vidijo, da se bo zgodilo čez. Ta standard obdelave gradiva oziroma knjižničnega tega zapisa se nam je zdel, ja pa saj, če je standard, to je, vsi imajo eno. Ideje so bile že takrat, v zgodnjih 80-ih, torej prvič, ko smo prvi program, računalniški program, naredili za Univerzitetno knjižnico v Mariboru, je v bistvu ta ideja že zrasla. Takrat se temu nismo rekli Kobis. Tadašnja savezna administracija je odredila da Računski centar Univerziteta u Mariboru bude ta institucija koja će razvijati sistem naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije. Mi smo potem takratnemu ministru Božidaru Matiću naredili predstavitev našega sistema. On je takoj rekel, vi ste ta pravi, vi veste kaj hoćete in imate tudi rešitve. Pa kao isto to pitaju Ljubljani, a zašto Maribor, a ne Ljubljana? I to mi je neki, mislio sam da je to dobra neka rečenica. To je bilo takrat nepojmljivo. Kako Maribor? Ni Ljubljana, Maribor. IZUM je postal UNESCO center leta 2012 s podpisom pogodbe med našim ministrstvom in visokimi predstavniki UNESCO. Dejansko odločitev o tem, da v Sloveniji gradimo superračunalnik, je zorela že več kot desetletje. Prednost Sikrisa se mi zdi, da imamo res na enem mestu vse. Vse, kar smo naredili tekom kariere, vse predavanja, vse, tudi recimo tale intervju in take zadeve kot raziskovalec, moraš pač to vse zabeležiti. Verjetno smo se v IZUM-u od nekdaj zavedali, da smo na globalnem terenu. Dosadašnja suradnja kroz sastanke, kroz mail prepisku, kroz telefonske razgovore je na izuzetno visokoj razini, profesionalnoj. Sam imao tu argumentaciju, stalno sam to ponavljao, to pitanje stabilne institucije. Ko stoji iza vas? Ja, prihodnost IZUM-a, tako kot jo jaz vidim, je svetla in temelji za nove storitve, za čisto nov razvoj so tukaj.